imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ja, ni še, vidite, pa sem tudi pozabil. Še pravi, vse tole knjižico moram opet povedati. To pravi, to je knjižica, ima naslov Usoda ljudi po smrti. To je iz nebeških razodetij Svete Benedikte Švedske. Vse, kar je ona napisala, je cerkev odobrila, tudi tiste njene molitve, razen tistih obljub za molitve, pa ni cerkev odobrila. Tiste so pa lahko verjame, ne, ampak nimajo pa cerkvenega odobrenja. Torej, tole vam pa zelo priporočam, to je tradicionalna tradicija, vidite, kako so ljudje, vidite, govorijo o ljudeh, ki so bili pogubljeni ali pa zveličani, vidite, tudi ljudje, ko so bili Bogu posvečeni, pa so se pogubili, ker so pač v takem Bogu posvečenem življenju živeli proti Božji volji. Vam zelo priporočam tole za branje, tudi pred spanjem lahko berete, že pa moče ne boste dobro spali potem, ampak vam priporočam, vidite, za dnevno meditacijo. En dan si vzamete, en dan o enem človeku, o katerem govori, vam ni boljša meditacija. Meditacija pride iz latinske besede meditare, premišljevati. To je samo sveto premišljevanje. No, zdaj sem pa res končal s prvim delom pridiga, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, prosim vas, dvignite roke, tisti, ki radi pijete kapučino, da vidim. Radi pijete? Zelo malo vidim, zelo malo. Dobro, hvala lepa, dajte roke dol. Torej, ampak kamorkoli greste na kakršnokoli črpalko, ampak kjerkoli že v kakšni bolnici, kakšne ustanove ponavadi imajo kavne avtomate in gor piše kapučino, mali, veliki, tak, z smetanom, z mlekom in tako naprej. Ja, no, zato sem vas vprašal, vidite, zato, ker kadarkoli boste pili kapučino še ali pa boste koga povabili, ali pa s kom drugim pili, vidite, vedno lahko začnete duhovni pogovor s tistim človekom. Recimo, da je novo sordo kuhan pa pečena, ali pa kuhano pa pečena, ali da je pogan, ali da je brez vere, da se ima za tistega naprej. Kakorkoli že vidite, ko pijete kapučino, rečete, ti, a veš, zakaj se pa ta kava z mlekom imenuje kapučino? In ponovadi ne bodo vedeli, ne. No, vi pa potem veste, ker imate pač pridigarje, ki vam o tem govori, že veliko krat je to povedal, vidite, boste pa rekli, ja, kapučino je italijansko ime za kapucina. Kaj pa to kapucina? Je to kak novi pralni prašek? Ne, to je pa ime za enega redovnika iz Frančiškovih redov. To so 3 redovi, frančiškani, minoriti in kapucini. Potem pa lahko poveste, vi, ja, in zakaj se potem ta pijača imenuje kapucin. Zato, ker je pater Marko bil tisti, ki je 1683 Anno Domini duhovno vodil bitko proti muslimanom na Dunaju, ki so prišli, in potem, ko so bitko naši dobili, muslimani so pobrali šilene kopite, šli dol na jug, tam odkudar so prišli, kamor so spadali, in potem so našli v tistem turškem taboru na 100 takih majhnih vrečk, polnih kave. In zato so potem na čas patru Marku Damjanu, tradicionalnemu katoliškemu duhovniku, podarite, ki je maševal samo tridentinsko mašo, tako kot jaz mašujem, ki je obhajal samo klečepa na jezik, vidite, ki je učil samo tridentinsko vero, ki je učil, da je en sam edini Bog, Jezus Kristus, en sam edini Bog, z meškim Očetom in Svetim Duhom, vidite, in ta pater Mark Davjano, z njim je Marija skupaj hodila po tistem zidu Dunaja, vidite, je vodil to boj, dobili so bitko s pomočjo kralja, polskega kralja Jana Sobieskiego, zmagali, našli to kavo in za dnevno čas so poimenovali to pijačo s kavo kapučino. A vidite, pa lahko napravite celo pridigo in se tistemu bo čelust dol padla, ne, ampak vi boste povedali vse. Sveti Avguštin je rekel, pravi, resnica je kakor lev. Pravi, sama se bo branila, ti jo samo spusti na svobodo. Se pravi, povej resnico, pa se bo sama branila kakor lev. Pravi, ni treba več braniti, ona se bo sama branila, vidite, tako je. Vidite, to sem jaz doživel, ko si moram vsake eno pa drugo leto se grem na ORL, da mi očisti desno uho, ker imam večkrat sluh, uvod je večkrat ožje, pa se mi večkrat zamaši, pa grem na čisti tuš, jaz na ORL. Ja, in potem ta zdravnik, da bom rekel, kam o imenih se ne govori, ta zdravnik, ko me je imel, videl je, da sem duhovnik, pa je začel nekaj z mano nekaj govoriti nekaj smo se začela pogovarjati o verskih zadevah. Pa je pa med tem, ko sem jaz pač nekaj govoril, je rekel, kaj pa evolucija? Sem rekel, evolucija je pravljica.
sem debele pogledal, ampak od tistega trenutka naprej, ko sem rekel, da je evolucija pravljica, me je veliko bolj bolelo, kot prej, ko mi je čisto uho. Se pravi, da si Rik si mislil, dober, ti črnuh, ti kar govori evolucija pravljica, ampak jaz sem pokazal, kaj znam kot orla zdravnik, ne. In jaz me je tako bolelo, da sem časih kar gor pozdignil se, ampak sem rekel, dober, ti kar dela, ampak jaz zavarujem tako in tako Bogu, gre za dobre namene. Ampak vidite, resnico sem mu povedal. Zdravnik, seveda, ki je veroval v evolucijo, da smo ostali zopic, da sem rekel, evolucija je pravljica, kar dejansko je. In ta resnica se je sama branila. In potem od tistega časa naprej se me je obravnaval mečken drugače kot prej, ne, ampak pa sem si pa zbral njegovega soseda, ki je čez hodnik na drugih vratih, sem pa rekel, naj pa šel k njemu, rajš k njemu, se veš pri njemu, pa še en drug razlog je za to mu ne govori. Dobro, vidite, resnico treba povedati, se sama branim, sama zmoguje, zakaj? Ker za resnico je Bog, vidite, za lažjo je pa hudič, ki je seveda samostvar in je pogubljen in je, ko se zdajmo reči, ja, poraženec. Ja, vidite, zakaj vam to govorim? Vidite, Mark Daviano, on je bil svetnik, takšen velik svetnik Kapucin, da je spreobrnil v življenju ne vem koliko tisoč protestantov in nevernikov in tako naprej v Evropi, vidite, ko je hodil okrog, pa pridigal kot Kapucin. Vidite, dogajali so se takšni čudeži, vidite, tudi ko so se dogajali recimo za časa življenja svetega Patra Pija, drugega Kapucina, ki je že v 20. stoletju. Vidite, prvi bi rekel, zakaj pa ni potem že za svetnika, vidite, zato, ker ni bil modernist, ker ni bil ekumenski svetnik. On se ni pogovarjal z drugimi ljudmi, vidite, z drugimi verami, vidite, kot enakimi katoliški veri, vidite, ampak je hotel spreobrati slike, vidite, zakaj, ker je veroval to, kar je cerkev vedno učila, da zunaj katoliške cerkve ni zveličanja. Zveličanje je samo za ljudi, ki živijo v nepremljivi nevednosti, če živijo seveda po Božjem zakonu, ki je zapisan v naših dušah. Sama nevednost, verska nevednost nobenega ne rešuje, pač pa življenje po Božjem zakonu, ki je zapisan v naših duši, še človek ni katoličan, če ni krščen. Potem mu Bog podeli takem človeku, če živi po tem Božjem zakonu, potem pa ne more postati katoličan, zaradi takih fizičnih ali moralnih razlogov, potem mu Bog podeli poslušanje milosti, izbriše izvirni greh in se lahko zveliča, ampak to so izjemni primeri, to so izjemne poti. Redna pot pa je, kaj? Katoliški krst, katoliški cerkvi, vera, upanje, ljubezen, vidite, in svoje življenje po Božjih zapovedih. Ja, no, zato govorim, vidite, ker je naš papež bil v Aziji, veste, da je bil v Aziji na obisku, no in tik preden je šel domov nazaj v Rim, kamor papež spadajo, vidite, je vrgel na Azijo duhovno atomsko bombo. In sicer z izjavo, da vse vere vodijo k Bogu. Pravi, vsaka vera je pot, ki vodi k Bogu. Vsaka vera. To se pravi tudi hindujska. Ja, potem pa še rekel pravi, je samo en Bog, pravi, in vsak izmed nas pravi, vse samo en Bog pravi, ampak tudi Sikhi pravi, muslimani, hindujci, kristijani pravi, imamo različne poti, ampak vse poti vodijo k Bogu. Se pravi, tudi satanisti imajo svojo vero v Satana, ne? Tudi njihova pot vodi k Bogu, ne? Pa tudi džihadisti, seveda, ki verujejo, da bodo prišli nebesa, če bodo seveda čim več pomorili nemuslimanov, tudi to vodi k Bogu. Ne? Ja, hvala lepa, Sveti Oče, za takšno vero, pa za takšno učenje. Ta njegova izjava je duhovna atomska bomba, ki je herezija, kriva vera. Vidite, to sem pripravljen na ljubljanskem nadškofu obraz povedati. To je herezija, kriva vera. Tega cerkev ni nikoli učila, pa nikoli ne bo. To lahko uči samo neka koncilska cerkev, oziroma neka sinodalna cerkev, nek sinodalni papež, vse je papež, ampak papež je za obe cerkvi, za sinodalno in za katoliško. To je pa tragedija, veste. Ja, se pravi, nikoli cerkev, trikrat definirana dogma je, vidite, da je Jezus Kristus edina pot, vidi, ki vodne. Sami rekel, jaz sem pot, resnica življenja. Vse to pravi, samo v Jezusovem imenu, vidite, samo mi se lahko zveličamo, samo on je pot nas, ki nas vodi k očetu, nebeškem očetu. Tako je, vidite, ker je en sam, edini Bog, nebeškem očetu, svetim duhom.
Vidite, in to je rekel mladim ljudem, vidite, ki so bili zbrani na tistem srečanju, in to so bili vse mogoče vere, so bili isti ljudje, vidite, zdaj pa pogledajte. Če bi to rekel nek kaplan, ki se v mečkem zmeša, recimo v Sloveniji, ali pa kjerkoli po svetu že, vidite, to je potem pohujšnje samo za eno župnijo, za tisto tam, ki pač ima. In seveda škoda bi ga moral tako poklicati na zagovor, ga vprašati, kaj pa ti govoriš za neumnosti, tam župnike si kaplan, pa ga mečkem sprime v roke, ne, prvi v času, če boš tukaj takšne oči, potem enostavno ne moreš biti več kaplan, ker mi smo katoličani, ne kaj smem, ljudje, ki učimo, da so vse videli od nebesa. Vidite, ampak, če bi to rekel nek župnik, je to za celo župnijo, če bi to rekel nek škof za celo škofijo, pa reče papež, ki je Kristov namesto celo cerkev, razumete, cel svet to sliši. Vidite, in v Vatikanu so se ti njegovi sodelavci tega zelo dobro zavedali. In kaj so naredili? Prevod v angleščino so spremenili, tako da je prevod čisto drugačen, kot je on rekel papež. Se pravi, razumete, temu reče oni, kaj se reče, popravljanje škode. Repairing of damage, pravi izraz ima za to. Popravljajo škodo, vidite, ki jo papež reče, in jih potem reče v Vatikanu, ko je papež spet rekel, dajmo tole spremeniti, da ne bodo ljudi mislili, da je tako novost izrazil. In napravijo napačen prevod v angleščino, ker vejo, da največ ljudi bere v angleščini. V italijanščini so napravili, pravi zakaj? Ker imamo video posnetek, kjer se v italijanščini to sliši, kaj reče. In italijanščini je rekel, pravi, vse vere vodijo k enemu Bogu, vodijo nebesa. Hvala lepa. Vidite, to je pa duhovna atomska bomba, na katero moramo opozoriti, povedati te zakaj, ker če jaz ne bom opozoril, potem seveda nima jaz z mano kaj delati, nima kaj z mano pomagati in me bo poklical gor, pa bi jih dobil čez red, oziroma vprašanje, če bi rešil svojo dušo. Dobro je, vidite, sveti pater Mark-Damijan, on je bil katoličan, mi je katoliški vera, naš papež, pa nažalost nima katoliške vere in ne oznanja katoliške vere. To, kar oznanja, je herezija, to ni katoliška vera. Bog nam pomaga, vidite, in pogledajte, čez kakih 270 let je bil Dunaj spet nevarnosti, da spet pade, oziroma da spet je bil nevarnosti, vidite, zakaj? Kajti po vojni vemo, da je Hitler Avstrijo aneksiral nemškemu rajhu, potem je pa kakšnih več kot 500 000 Avstrijcev se upisalo v njegovo nacistično stranko in potem, ko je bilo konec vojne, so seveda Avstrijo imeli za neke vrste izdajalko. In potem so se Avstrijo razdelili zavezniki, Amerika, Anglija, Francija in Rusija, so se Avstrijo razdelili in je vsak en del imel pod svojo kontrolo. In Rusi so imeli pod kontrolo vzhodni del Avstrije skupaj z Dunajem. Se pravi, glavni del Avstrije in so potem se Avstrijo izkoriščali ekonomsko izkoriščali, pa denarno izkoriščali in tako naprej. In potem ves čas so propagirali seveda svojo evolucijo, pa ker pa Stalin je hotel postati pop, pravoslavni pop, potem je pa v semenišču je bral Darwinovo evolucijo in izgubil njegovo pravoslavno vero in postal ena množičnih morilcev vseh časov. No, bom več govoril, nekaj več o tem. No, pogledajte, recimo, tle imamo na fotografiji ogromna slika Stalina sredi Dunaja, vidite, po vojni, takole so Rusi na svojem delu propagirali komunizem in tukaj imate tramvaj, na katerem je na eni strani je avstrijska zastava, na drugi strani je komunistična zastava skupaj s Stalinovo podobo. Vidite, takole je bilo na Dunaju po vojni in se tam od 65. leta naprej. No, potem je pa Bog obudil telega kapucina, vidite, spet je bil kapucin. Pater Pavlicek, Avstrijc po rodu, in ta pater Pavlicek, on je postal kapucin, potem je šel Marija Cel, rekel je, nekaj treba napraviti, tukaj ne bomo mogli živeti, vidite, karkoli je avstrijska vlada hotela skleniti, vedno moralo biti soglasje vseh 4 okupatorjev Avstrije, oziroma zvezdnikov Avstrije, ki so bili tam. No in potem je šel Marija Cel, največja avstrijsko božjo pot, in tam mu je Marija rekla, poslušaj, kaj ti vmes povedala, pa to naprej, pa bo rešen problem. In je kaj organiziral je, da je dobil več kot 500 000 Avstrijcev, ki so se podpisali, da bodo molili za dostilni rožni venec, zato da bo Rusija šla ven iz Avstrije, ki ni hotela iti ven, tako so še druge zaveznike so šli ven. In potem je organiziral sem tle napisano, 7 let od
12. septembra. Organiziral je od 47. leta pa do 55. leta javne rožnovenske procesije, kjer je šlo na tisoče in tisoč ljudi po mestih in so molili javno rožni venec, zato bi šla Rusija ven. Ko so Rusi to gledali, Rusi so bili čisto sebi, to pa ni mogoče, je take. No in potem je pa organiziral na Dunaju tudi takšen javni rožni venec 12. septembra na praznik Marijinega imena, kajti takratni papež, ko so premagali Turke, je razglasil praznik Marijinega imena za vso cerkev. In se pravi 8. v četrtek je bil praznik Marijinega imena, vidite, za vso cerkev je razglasil ta praznik na čast tej zmagi na Dunaju in 12. septembra nad praznik Marijinega imena je pater Pavlicek organiziral javno procesijo na Dunaju, kjer so imeli rožni venec, slišal skozi Dunaj, tle je fotografija, in v tej procesiji so bili tudi mnogi politiki iz Avstrije, med njimi tudi zvezni avstrijski kancler Raab in zunanji minister Vikl. Vidite, in ko so to videli Rusi, in to je pravilno, vidite, cerkev vedno če, da moramo mi častiti Jezusa kot Boga, vidite, ne samo privatno, tudi javno, tudi država, vsaka država ima dolžnost javno častiti Jezusa, vidite, kot Boga, vidite, in ga seveda živeti po Božjih zapovedih, kot država, kot skupnost. No, tle je fotografija tega Vikla, zunanjega ministra in tega zveznega kanclerja, avstrijskega kanclerja Raaba. Vidite, in kaj se je zgodilo? Rusi so rekli, mi v taki državi ne moramo živeti, ki molijo to rožni venec, in so sklicali konferenco, podpisali sporazum in 15. maja 1955 odkopitljali iz Avstrije ven. Vidite, in tako je pa, vidite, neki kapucin s pomočjo rožnega venca rešil Avstrijo pred Rusijo. Drugače bi oni ostali v Avstriji in bi še danes bili v Avstriji. Ampak so šli ven, ker jih je Marija nagnala po rožni vencu. Pa po kapucinu, vidite, Pavlickemu, vidite, ampak ti ljudje so imeli katoliško vero. Ti ljudje niso učili, da vse vere vodijo v Boga, ampak samo katoliško vero vodijo. In vidite, da Bog jih je v Boga. Danes pa imamo, vidite, kar imamo, da štok ne vi, ob se smeje, ob se joko. Ja, in seveda na blogu slovenskega škofovega venca boste za manj iskali kakšnokoli članek ali kakšenkoli komentar o tem, kaj je papež rekel. Vidite. Če bi bili naši katoliški škofje, če bi bili vredni tega imena, da so katoliški škofje, bi vsako katoliška konferenca, vidite, v Sloveniji skočila po koncu, koliko jih pa je več kot ducat škofov imamo v Sloveniji, vidite, zakaj? Zato, da grejo svoje točke in bi rekli, ne, dragi verniki, papež je papež, molimo za njega, da se usprebrno, ampak to, kar je povedal, kar je rekel, je pa kriva vira. A ne, Helena? Tako malo napravsta, ne? Ampak tega ne bodo naredili. Vidite, ker so pač to, kar so. Če se z njim strinjajo, ali se ne strinjajo, po mojem se vsi strinjajo z njim. Po mojem so vsi modernisti, vsi iz enega kova, ampak tega cerkev ne naučila. No in ker je danes spomin Marije Sedne žalosti, bi vam povedal eno stvar, ki si zapomnite za vse življenje. Svetega Jana Zaborskega vsi poznate. No, Marija, vemo, da je zaradi svojega sotrpljenja, vidite, da je sovršenica človeškega rodu. To dogmo so hoteli na Vatikanskem koncilu izglasovati tradicionalni škofi, ampak modernisti so rekli ne in je niso izglasovali. Mariji so odpovedali ta naslov, ki je tradicionalni, in tudi naslov, da je srednica vseh milosti. No, ampak svetemu Janu Zaborskemu je Marija rekla, tako sam pravi in jaz njemu verjamem. Če kemu svetniku verjamem njemu. Ja, on je rekel, pravi, da je nekoč Marija prosil za neko posebno milost, za zveličanje duš njegovih salesijancev pa njegovih duhovnih sinov, ki jih imel. Ja, varovancev. No in pravi, da mu Marija rekla, da mu daje eno tako sredstvo zveličanja, pravi, da jih naj uči, da bodo pri vsaki maši, tridentinski maši, pri novoslovni maši to velja, da bodo pri vsaki maši najbolje med spremenjenjem, se pravi, tako duhovnik pozdigne hostijo pa svetorično kri, da naj zmolijo eno zdravo Marijo. Eno zdravo Marijo. In zdaj posledek, to pa ni tako težko. Ja, če ti Bog da milost, ja, kaj ti Jezus pravi, brez mene morate nič storiti. Tudi če brez Božje milosti tudi tega ne moramo napraviti, če nam Bog milosti ne da. Se pravi, vabim vas. Jaz, odkar sem to zvedel, jaz pri vsakem spremenjenju potiho zašepetam
Ave Maria v latinščini dvakrat, pri dvignju hoste, pri dvignju svete krvi. Za vas je pa tako, vas je pa več, zato lahko molimo samo v srcu zraven Marijo ali pa samo šepetaje, da se seveda ne moli. Se pravi, če boste zašepetali zraven Marijo, jo zašepetajte tako, da ne boste nikogar motili. Čisto bo tiho ali pa samo v srcu. Ja, in to je rekel, jaz rekel, to vam moram povedati, kajti to se mi zdi pa nekaj zelo zanimivega, nekaj novega. Nekaj časa že to vem, ja, ampak nekaj, kar je na čas povedati. Vidite, sicer Janez Borski tega ni nikoli teološko utemeljil, ampak poglejte, Marija je bila tista, ki je Jezusu dala kaj? Telo in kri. Ona je bila tista, ki je dala Jezusu telo in kri, ker so človečjo dušo in božanstvo, to je od Boga. To je Boga. Ampak duhovnik, vidite, ravno zato pravi svetniki, da so duhovniki nad vsemi kralji, pa predsedniki, pa sesari na tem svetu. Zakaj? Ker so edini ljudje smo, vidite, ki prikličemo našega kralja, vseh kraljev in cesarjev na oltar s tem, da ko posvetimo sveto hostijo, pa svetorešne, pa vino. Ampak duhovnik prikliče na oltar samo Jezusovo telo in kri. Boste rekli, kaj pa duša božanstvo? To pride pa samo po sebi, ker telo kri pa brez duše božanstva ne more biti. In ne pristo povezano zaradi hipostatičnega zedinjenja Boga Jezusa s človeško naravo. Se pravi, telo kri prikliče duhovnik, ostalo pride, duša božanstva. Pride samo po sebi, ker je pač neločljivo povezano, nezdružljivo in pomešano, povezano z Jezusovo povezano s telesom krvjo. Torej pravi, vabimo, da to naprej pravi, da bi Marija vabi, da bi z molitev zdravo Marijo, vidite, med sveto mašo, še posebej med spremenjenjem, vidite, vsako sveto mašo v našem življenju do zadnje svete maše. In to jaz bom tudi to napravil, pač zdaj naprej pač vedno pošepetam, to zdravo Marijo, vidite, na čas imate imeti, kajti ona je, vidite, zaradi sotrpljenja, sočnica sveta, človeškega rodu in zadnje imate čudovito knjigo, vidite, ravno o Mariji Srednje žalosti, o svetega Alfonza Marija Ligorija, bolj vam ne morem priporočiti, vidite, kot vam lahko meni očeta in sina in svetega duha. Amen.